Živijo. Danes imam za vas eno temo, ki se v zadnjem času kar veliko pojavlja v delovnem okolju, in to je, kako mi upravljati neke čustvene situacije, ki so izjemno zahtevne za tistega človeka, ki jo v tistem trenutku doživlja, in pa seveda tudi posledično za vse ostale okrog tega človeka. Prva zadeva, ki je prav gotovo, dajte nasloviti situacijo. Torej, dogaja se to pa to. Ker je boljše, da če gremo od to, da mi malo determiniramo stvari, je lažje, ker smo potem le bolj malo na intelektualnem nivoju, nismo tukaj na čustvenem in se že zaradi tega distanciramo in bolj objektivno gledamo na zadevo. Torej, dajmo skušati najprej narediti ta korak, potem pa tudi dovolimo, da človeku, recimo, ki vidite, da je v izjemni čustveni situaciji, da on mogoče kaj o tem pove. Torej, ga malo vprašajte, da vidite, kako doživlja. V naslednjem trenutku jaz dostikrat zelo rada omejim ljudi pri njihovih pričakovanjih, ker zelo pogosto potem pričakujejo razne pomoči od marsikoga. To je zelo prav in fajn, če se to uresniči. Če se pa to ne, ali pa če vidim, da ni verjetnost, da bi se to zgodilo, rada ljudi tukaj malo povabim k enemu drugemu razmišljanju, no? Da jih potem še ta njihova lastna pričakovanja preveč ne potolčejo dol. Se mi zdi, da je tudi zelo pomembno, da potem, ko počasi zaključujemo to, da nakažemo neko stabilnost. Jaz dostikrat sama sebi rečem, če to ne težja stvar, ki me v življenju doletela, takoj podpišemo. In je takoj en nasmeh, ena pozitiva in lahko gremo naprej, ne glede na to, da je mogoče zadeva na prvo žogo deluje zelo kompleksno ali pa neprijetno ali karkoli. Tako da se mi zdi, da je zelo pomembno, da v tistem trenutku pol pa tudi rečemo, ok, imamo pozitivno možnost rešitve, ali pa tudi, če mogoče ni, vemo, da je to samo faza, bo minilo in bo boljša. Tako da dajmo vedno zaključevati v smislu pozitivizma, v smislu stabilnosti in pa seveda dolgoročnega pogleda. Tako da srečno in se vidimo ob priliki spet.